Živjo in lepo pozdravljene v videoseriji Avtentične in ženstvene, ki je najbolj ženstvena videoserija tega poletja. Vanjo sem povabila 8 žensk, ki so že v svoji avtentični energiji in so našle svoje poslanstvo ravno v tem, da tudi drugim ženskam pomagajo do njihove avtentične energije in pa njihove ženstvenosti. In danes sem se podala v preddvor, kjer sva se dobili z Nino Jenšterle, ki je dula in pa učiteljica šakti plesa. Tako da nam bo razložila marsikaj povezanega z žensko energijo in s tem, kako se ta lahko izrazi skozi ples. Tako da, Nina, pozdravljena, živjo, dobrodošla. Hvala. In hvala, ker si predlagala to čudovito okolje tega jezera tu v preddvoru. Se mi zdi tako, da voda podpre žensko energijo. Ja. In da je to tisto, kar ženske na nek način imamo tudi v sebi. Zdaj ti si dula, delaš tudi priprave na porod, se pravi te zavestne priprave na porod in pa učiteljica šakti plesa. Daj, povej mi, kakšna je tvoja zgodba, to me zanima. Kako te je življenje pripeljalo do tega, da si našla v bistvu sebe, svojo avtentičnost in začela učiti in šakti ples in v bistvu delati kot dula? Ja. Ta pot še traja, sicer ja, ampak če bi mogla umestiti nekam ta začetek svoje poklicne poti, potem bi res rekla, da se je nekako vse v bolj divjem ritmu zavrtelo, potem, ko sem 2-krat postala mamica, 2 hčerkama in sem se tako povsem predala materinstvu v dobrem in v tistem malo bolj izzivalnem. In ko sem sama šla skozi nosečnost in porod kot globok proces in bila soočena s tem, da moram vzgojiti 2 otroka, sem se zavedla, da tako kot ti, pač ta prehod ženske v žensko mamo odpre srce in hkrati koliko ogledal ti nastavi, kako te otroci soočajo in ves čas neutrudno vabijo v absolutno prisotnost. Takrat sem po približno 3 letih takega intenzivnega časa ugotovila, da jaz rabim še en drug zrak, jaz moram nekaj doprinesti svetu, nekaj čudovitega, nekaj takega v vsakdan in v svet. In da to ni nujno zdaj povezano s tem, kar družba priznava kot, to pa je nekaj vredno. In sem tudi čutila, da ne morem delati nekaj samo zato, da bi zadostila tem pričakovanjem družbe ali pa da bi imela nek mesečni dohodek, ampak da res mora biti nekaj mojega, nekaj, kar tako čutim v sebi, da lahko rojevam vsak dan, da me navdihuje in da z entuziazmom lahko kreiram. Kaj bi to bilo? Tako mi je bilo samo, zdaj to razumsko znam tako razlagati. Takrat sem samo čutila ta velik vrelec, ta poriv. Svet, kje si? Jaz imam toliko zadata, Zdaj sem pa pripravljena. Tako da nekako res ta prehod v mamo in mogoče tudi leta, ki so, zdaj pri svojih 43 letih drugače dojemam avtentičnost, kot sem jo 20 let nazaj in zelo verjetno drugače, kot jo bom čez 20 let. In kako jo zdaj dojemaš, recimo? Kaj bi bila zdaj tvoja definicija avtentičnosti oziroma tega, kar ti, če nekdo reče, avtentičnost razumeš? Zelo široko vprašanje. Pa sem že razmišljala, kako bi človek to jedrnato smiselno odgovoril. Zame avtentičnost je dejansko res raziskovanje ženskega aspekta bivanja, ženskega aspekta življenja. 2 pola imamo tukaj, rojeni smo na zemljo, ki je svet dualnosti in eno je ženski princip, drugo je moški princip. In ta avtentičnost ženskosti je najprej poglobitev v ta feminilni aspekt, v to esenco ženskosti, v ta šakti, če se pogovarjava. Šakti, pri čemer
takoj mora zraven Bog dati, da to ne obstaja brez moškega principa. Šiva in Šakti sta par, ki sta ves čas v objemu. Oziroma Šakti kot ta gibljiva energija, ženska energija, v vsakem delčku sebe nosi Šivo, ta stabilni, mirni moški princip. In tako je pač tudi v takem konkretnem zemeljskem življenju. Šiva in Šakti, zdaj mogoče to ljudje so že slišali, mogoče ne poznajo, od kje to izhaja, kaj je to, se pravi, kaj je Šakti pravzaprav. To je v bistvu terminologija iz hinduizma. Jaz ga uporabljam zato, ker nekako Šakti dance kot praksa joge plesa temelji na kundalini jogi, ki temelji na jogijski filozofiji, kozmologiji, fiziologiji, in od tukaj pač so tudi izrazi. In Šakti je ta ženski princip. Ja, Šakti je ženski princip. Šiva in Šakti sta par. Tako kot bi rekli Yin pa Yang, recimo. Brahma, Sarasvati, noč in dan, karkoli. Je v tem plesu, to se mi zdi pač res lep izraz, ker je ves čas se nekaj dogaja, nekaj se spreminja. In ravno ta Šakti ples oziroma joga plesa, kaj je to, da malo razsvetli to področje, kako to izgleda, kaj to je, od kje prihaja? Z jogo plesa sem se srečala, potem ko sem že kar nekaj let delala kot dula, kot porodna spremljevalka in kot nekako ta vodja priprav na porod. In sem srečala toliko različnih žensk, s toliko zgodbami, s tem žarom, da bodo rodile iz sebe to novo življenje in da se bojo prerodile kot ženska. In kako zdaj ustvariti ta dogodek, da bo res ozaveščen, izpolnjujoč, da bo bogatil njo in otroka in partnerja. In kakorkoli smo se najprej seveda lotevali zelo veliko čustvenih, miselnih priprav, informacije morajo biti na mestu, vse to drži. Ampak mene so ženske naučile skozi leta, da se vse začne pri telesu. To je temelj. Tukaj na tej zemlji jaz živim v telesu. Seveda sem duhovno bitje, ta iskra neskončnega, neminljivega, tam, kjer smo vsi v izvoru enaki. Ampak tukaj sem se rodila v to telo, v žensko telo z razlogom, ki je drugačno od moškega. In te nosečke, te lepe ženske, ki so šle skozi tako močno transformacijo, kot je razpret telo, da otrok pride skozi tebe in še prej 9 mesecev, da ga gostiš v tem delu, ki je najbolj ženstveni, najbolj z vodo povezan, kot si rekla. Tukaj imamo mi to svojo vodo, ta ocean v medenici, tam, kjer je maternica. In sem ugotovila, da ženske, saj tukaj na tem našem področju, pa verjetno tudi kje drugje, smo čisto ločene od telesa. Ne razumemo ga, ne sprejemamo ga in še manj, da bi ga častile. Da bi ga imele rade, po domače povedano. To je res manjka tle pri nas. Absolutno. Tako se mi zdi, da je ogromno tega, ko ženske enostavno sploh ne sprejemajo ali enega določenega dela telesa ali sebe v celoti, da sploh prideti v telo, začutiti se, dotik, vse to, da to manjka. In kako zdaj Šakti in potem pride v zgodbo? Šakti pride točno v pravem času v zgodbo, ko je bilo to meni vedno bolj jasno in sem iskala, kaj bi jaz lahko ponudila ženskam, bodisi nosečnicam ali pa mamicam po porodu, ki se jim tudi zgodi, kot se je meni, da ta center gre v otroka in tako, kje sem zdaj jaz? In po moja učiteljica kundalini joge mi je enkrat rekla, pa ti si rojena za Šakti dance, ti moraš to učiti. Okej, kako, In seveda, točno tisto pomlad, jesen se je začel učiteljski tečaj, ki ga je vodila v Sloveniji prav utemeljiteljica tega plesa Sara Avtar. In saj ni bila to tako odločitev na hitro, ker je bilo to povezano z reorganizacijo tudi mojega življenja in predvsem tega dula dela, ko sem ves čas na stand-byju. Ampak tako je bilo, to je nekaj, kar moram narediti. In ko sem 1 leto bila v intenzivnem procesu izobraževanja, izkušanja tudi sama,
to se samo odpira, tako kakšno potenco ima ta praksa, ki je tako umerjena na žensko energijo v osnovi, se pravi, v bistvu začenjamo klas, iz 8 delov je narejen, struktura je zelo jasna. Sara Avtar je pedagoginja, učiteljica tudi kundalini joge, učiteljica učiteljev kundalini joge in šakti dansa, skratka v tem je že celo življenje in ta praksa je zelo premišljeno narejena, jaz to spoštujem, to strukturo, hkrati pa dopušča toliko kreativnosti, kaj bomo v določenem klasu podprle, katero temo bomo spustile skozi telo, skozi vse, kar smo. Ja, in je umerjena na žensko energijo zato, ker je zelo fluidna, zelo v bistvu izhaja iz teh krožnih gibov, ki je najbolj naravno žensko gibanje. Dela s kundalini energijo, delamo vedno iz baze, tukaj gor in navzgor in navzven. In ko to začutiš, ja, to je to sem jaz, to je žensko. Vsaka jo verjetno izkusi na svoj način, to energijo znotraj. Ni tako, da bi zdaj rekel, da je pa to je to moraš čutiti. Daleč od tega. Je bolj izkustvo. Ja, vsakič novo. Če bi poslušala te moje punce, ki so plesale zdaj celo leto z mano, največkrat se mi zdi, da se je pojavil stavek ob koncu, danes je bilo spet čisto drugače. Odvisno, res tudi, kakšen je letni čas, kakšne so lune, tako zelo jaz delam klase na tak način, da sem zelo umerjena na to, kaj je okrog nas. Po zimi so klasi drugačni, kot so spomladi. In ja, poleg te fluidnosti, ko odpiramo prostor v telesu in hkrati umirjamo potem sledijo tudi energični deli, ko pa zdaj v te prostore dajemo svežo energijo, svežo prano, do vrhunca šakti dansa, ko je na vrsti prosti ples, free, svoboda, ko je vse pripravljeno, energijski tokovi so odprti, polni so energije, je utihnil do neke mere in potem gremo v svobodni ples. Čisti izraz te esence ženskosti, esence, od vznotri pride, to je tako katarzično. Ja, in neopisljivo, dokler tega sama ne doživiš. V bistvu, kaj tebe najbolj navdihuje pri delu z ženskami? Oziroma, kaj te najbolj navdihuje, pa mogoče še, kaj je tisto, kar opažaš pri ženskah, da imajo največ težav? Ker običajno se neki vzorci ponavljajo, in vsaka ženska misli, da je sama v tej svoji nesreči ali pa neprijetni energiji, ampak potem pa nekaj delamo z ženskami, ki smo terapevtke na nek način, ugotovimo, da se določeni vzorci ponavljajo. Kaj si ti ugotovila? Recimo. Ja. Ali pa kakšne ženske pridejo največkrat do tebe, tako bom rekla. Tisto, kar me res najbolj navdihuje, je ta neskončna lepota, ki jo ženske premoremo. Čist vsaka od nas. In takoj odgovor na drugo vprašanje, da skoraj nobena tega res ne vidi. Tako v tem zdravem smislu, da bi se res zagledale vase in v svoje nianse ženskosti in utišale končno ta glas znotraj sebe, nisi to, nisi dovolj, nisi. In bi res rekla, ampak jaz sem pa takale in imam nekaj zadat svetu. Izčrpane so ženske, preobremenjene, vleče jih tam moški princip sveta, pa čutijo, da to ni za njih, in ne znajo stopiti res ven. In pol ta sreča, to zdaj spet prav vidim, ta konec šakti klasa, ta sreča na njihovih obrazih, ta izpolnjenost, blaženost, ta radost, ki od znotraj prihaja, ko so tako, kot da bi prišle spet domov. Tako da to me stalno navdihuje v resnici, to razklepanje, razklent te okove tisočletne, ko so nas naredili. Tako
Majhne nesrečne, pa nevredne. Pa nič ne sijo od nas, ne smemo sijati, ne smemo biti lepe, ne smemo biti privlačne, ker ima to konotacijo nečesa grešnega, ne? Pa ni, ne. Lepota, želja po lepoti in potem, da smo privlačne, to je osnovna značilnost šakti energije. In to je, ko to častimo v sebi, damo priznanje, a ne, enemu temeljnemu aspektu tega, da sem ženska. In to je tisto tudi, kar verjetno tebe navdihuje, ko potem delaš z ženskami, ko vidiš to transformacijo. Ja, pa tako, ko jih gledam, recimo med porodoma, ne, pogledam ta pogum in to predanost in to, mislim, res ta pogum in to moč. To, da rodimo iz sebe otroka in da smo ves čas na meji med tukaj pa tam, med življenjem in smrtjo in že vsem gremo do konca in smo pripravljene tvegati življenje. Mislim, kaj je res več od tega? To je meni tako vsakič, ko sem ob ženski, ki rojeva in ko spremljam to njeno potovanje in pot, že prejšnje mesece, ko vem, a ne, kateri strahci so jo, pa kaj je mogla preseči že sploh do samega poroda, pa še znotraj poroda gre čez prelomnice, eno, drugo. In potem pride na koncu in mislim, to je res poklon brez besed. Ko smo ravno že pri tem delu porod ženske in tako, ti delaš kot dula, če mogoče osvetliš, kaj to dula je, kaj je naloga in vloga dule, ker to se mi zdi, da se je vsaj pri nas začelo pojavljati v zadnjih letih, ne, malo bolj, ne, prej pa ne, in se mi zdi, da veliko žensk še ni seznanjeno s tem, kaj je pravzaprav vloga dule oziroma ene take porodne, obporodne spremljevalke. Ja. Jaz imam včasih občutek, da vsi živejo, pa vidim, da res ne še. Ja, dula je, to se pravi ženska, ki jo druga ženska oziroma par izbere, zato da čuva ta prehod, skozi katerega gre družina. Pod to čuvanje seveda spada na eni strani tako čisto racionalno informiranje. Kakšen je sistem pri nas, kaj dopušča, v kaj sili in čemu se lahko izognemo. Potem seveda poslušam, kaj se ženska ta sploh želi, pa kje je, ne, s tem svojim trebuščkom zdaj in kam želi iti. Se pravi, spremljam jih v času nosečnosti, res kot ta neka bolj ozaveščena in holistična priprava na porod in predvsem moj osrednji del je med samim porodom. Jaz sem tisti član ekipe porodne, ki sem tako laična, seveda v tem medicinskem smislu, ampak sem tam izključno za njih. A ne? Pridem, ko me pokličejo, ostanem ves čas, nikamor ne odhajam. In sem tam na voljo svojo, predvsem to absolutno prisotnostjo in poslušanjem. Ženska rabi dotik, rabi masažo, rabi tišino, rabi spodbudo partnerja. Ona dva rabita zdaj svoj čas. Tako res tako budno, nevsiljivo, ljubeče podpiranje tega procesa, skozi katerega grejo. In tudi, a ne, vse to vnaša tudi veliko praktičnih stvari. Kje je voda, kje je babica, tole rabimo, tole, o tem se je treba odločati, blazine prštimati, tuš prštimati. Vse to je pač ena taka lepa zmes, ampak jaz sama čutim, tudi take ženske me poiščejo, ki same rečejo, jaz rabim enega taka varuha, nekdo, da mi odstira še svetove še širše in ki bo tam zame, da ti jaz zaupam, s tabo se počutim varno, to je njihov velikrat stavek. To me pomirja, da boš tam, če tudi da ne bom videla ali pa ne vemo, kaj bo, ampak da jaz vem, da grem v porodni proces varna. To je pomembno. Mogoče tudi zato to sprašujem, ampak tudi zato to sprašujem, ker jaz imam spletno trgovino, ker imam Bachove esence in zelo velikokrat dobim klice raznih nosečnic in slišim, koliko so prestrašene, koliko so dezinformirane, koliko dejansko ne vejo in ne poznajo stvari in potem berejo razne forume, kjer so še, bolj grozni primeri, ne, in tako. In zato mi je ta koncept dule, tudi zanimiv, ker je verjetno to oseba, ki
ki zna povedati, kaj je res, pa kaj ni res, pa kaj je prav, pa kaj ni prav, na ta način, a ne, da se nosečnica počuti tudi varno in da se znebi cel kup enih strahov, ki jih drugače lahko dobi iz okolja. Res je. In dajemo, bi rekla, objektivne informacije, ne pristranskih, kot jih dobimo v ustanovah, ali pa pri ljudeh, ki pač so specializirani zgolj v svojem spektru, delovanja. Tukaj jaz tudi vidim, zelo odgovorno jemljem to. Ko pride vprašanje, ko pride neka tema, ki jo je treba obelodaniti, da se res potrudim objektivno predstaviti možnosti ženski. In s tem, po drugi strani ves čas si dajem ta občutek, opolnomočena si in ti si tista, ki se odločaš. To je tudi rast naproti materinskosti. Da seveda sem jaz odgovorna za svojega otroka najbolj. In jaz poznam svoje telo in svojega otroka najbolj od vseh ljudi na tem svetu. In če tudi jim nekdo reče, predlagamo tole, da ženska potem ve, po teh naših pripravah, ok, to je njegov predlog. Kaj pa zdaj jaz v bistvu v tej situaciji razmišljam, čutim in katero odločitev sprejmem? Jaz. Še kaj vprašam, če je treba, še 5 stvari vprašam, če je treba. Zato, da se ženske končno začnemo spet zavedati, v mojem telesu se nekaj dogaja, z mojim telesom se bo dogajalo in jaz sem tista, ki rečem ja ali pa ne. Pri porodu je toliko nasilja in toliko brutalnosti, da ne bova šla zdaj v to temo, ampak jaz sem še res vsakeč znova zgrožena, kako je možno, da dneva današnjega pri vsem znanju in informacijah na voljo v porodnišnicah ljudje še vedno brutalno v bistvu zlorabljajo ženske. Tukaj pri nas ne govorimo o nekem svetu tam nekje. In to je verjetno tudi del tistega, kar si prej omenila, da ženske pravzaprav ne vidijo sebe, svoje lepote, ne čutijo sebe, svojega telesa in potem si tudi ne upajo odločati o sebi, o svojem telesu. Tako da tukaj je vse povezano. Vse je povezano. Zato pravim, da se je ta moja zgodba tako lepo sklenila, da zdaj začenjam na začetku, da ženske vračam v čutenje telesa in v ozaveščeno čutenje tega. Kaj pa je recimo tista tvoja osebna praksa? Kako ti skrbiš za svojo žensko energijo, za svojo notranjo šakti? Več stvari je. Na tem svetu je res toliko lepih stvari, toliko nam je na voljo, res totalno blagostanje živimo. Zagotovo gibanje in dihanje v naravi, to je meni se zdi največji učitelj, ki me vsakič znova hkrati lahko podpre, izzove. Gibanje, dihanje v naravi, ples, seveda, ples oziroma joga skozi ples, ker da ne ostaneva samo pri plesu, joga vemo, je združitev na koncu, tudi šakti klasa, ne ostanemo samo v šaktiju, ampak vedno potem pridemo še v šivo in da se pa ta plesoča šakti s tem mirnim, stabilnim šivo zlije in to je ta celota, ki jo ves čas zasledujemo v življenju. Kje je to zlitje, kje je ta izpolnitev? Moja šakti, res je veliko stvari. Navdihujoči ljudje, ki širijo svoje znanje in ki ga tako nesebično delijo v knjigah, v posnetkih, ki jih lahko jaz poslušam medtem, ko kuham doma, recimo. In mi zvenijo stvari in jaz sem hvaležna za njih. Seveda, tako, moji 2 hčerki sta mi tak dober poligon, se mi zdi, stalnega kultiviranja svoje avtentičnosti. Ker mi rečete, mami, ti si moj vzor. In jaz vem, da sem, vsi starši smo in potem jaz moram živeti to svojo avtentičnost, če želim, da tudi oni 2 odrasteta v sprejemanju vseh teh svojih nijans in se ne bosta potem enkrat v najstništvu v bolečini zvijali, kje je moja identiteta in še kasneje, kje je moja ženstvena identiteta. To je zelo pomembno, da ženska v bistvu postavi sebe, da to lahko predaja naprej svojim otrokom. Ker to, kar
to, kar smo, to, kar imamo, to lahko damo, ne? Saj več od tega ne moramo dati, ne? In v bistvu tudi se mi zdi eno tako pomembno sporočilo za ženske, ne? Da bolj, ko bojo same sebi zaupale in svojo avtentičnost razvijale, ne? Bolj bojo pomagale tudi vsem tistim okoli, ne? In tako se oni dobro odzovejo na našo avtentičnost. Recimo moji 2 hčerki, stari sta 9 in 11 let. Ja, no, Zarja starejša je že tako z eno nogo malo v mladostništvu. In recimo, ko se pogovarjamo o menstruaciji zdaj že, in zadnjič pride, mami, kaj je to PMS? Ja, a te lahko tukaj kar prekinem, kako razložiti, zdaj ti iz prve roke lahko poveš, kako razložiti, tukaj se mi zdi, ne, to je prva iniciacija ženske, ne, ko dobi menstruacijo. Kako razložiti zdaj hčerki o menstruaciji? Vem, da tukaj je še cel kup tabujev. Ja, ampak to je nekaj tako finga v resnici, ker imamo zdaj malo več svobode, je že tako čisto kolektivno prisotne in se ni treba nič več ženirati, kaj zdaj temu otroku lahko povem, pa kaj ne. Malo je verjetno tudi odvisno od tipa deklice, a ne. Ampak recimo, bom kar na primeru, pride moja Zarja in reče, mami, tam v Pilu, ne, še vedno obstaja Pil, prebrala, kaj je to PMS? Ne, in potem preberem tam, ja, sitnost, tako zelo okrnjena definicija. In jaz se seveda vzamem čas in razložim celo psihološko ozadje tega počutja, cel cikel razložim vse te 4 faze, primerjave z lunami, energije, opišem preprosto seveda, ne? Vrsta energije, v čem nas podpira takrat energija. Čisto mogoče, kot bi se midve pogovarjali, sam v preprostejšem jeziku. In potem, ko je vse te v njej razložim, pa vidim, nekaj pade, nekaj še bo, nekaj gre mimo, predvsem pa potem, ko imam jaz PMS, a ne, pridem in rečem takole, jaz imam PMS, to pomeni, a ne, da sem v tistih dneh tik pred menstruacijo, da je moj jez poln in ne želim, da še kdo kaj doliva v njega, ker sem preobčutljiva. Rabim veliko miru, rabim veliko tišine, tako da premislite, ko me morate kaj vprašati, a me res morate, a lahko sami najdete odgovor, sem pa tukaj za vaju. No, in potem dan teče naprej in prav zadnjič je bilo ena nedelja, ko je bilo v naši vasi res mirno in se tam crkljamo popoldne in nekje v daljavi začnem pes lajati. Ja. V čisto tišino, ne, nič tazga, ampak če imaš PMS, je tako, mislim, a prav lajati mora zdajle, a ne? In mi reče hčerka, ja sej mami, ti si zdaj taka čisto mirna, ne moreš poslušati hripovega psa. In je res ganljivo, kako s kakšno lahkotnostjo, čisto sinhrono sprejmeta razmere, ki pač tisti dan, 2 dni so. Ljubeče, nobene drame, tako pač je. In tako je treba nagovarjati hčerke, a ne, da je to nekaj normalnega, da smo ženske ciklične in da gremo v krogu tako, kot grejo letni časi. Imamo enega priljubljenega verjetno, sam če bi kakšen manjkal, bi bilo res čuden. Bi nam pa manjkal. Bi nam manjkal, ne bi bilo celote, a ne, tako da ja. Nina, tebe je tako lepo poslušati, jaz čisto noter padem, da pozabim vprašanja. Mogoče še za konec, kaj si želiš za ženske, tako, kaj je tisto, kar je tvoj prispevek, da bi bil ta svet ženskam lepši in bolj prijeten in bolj domač? Kaj je tista tvoja vizija, no, bom tako rekla? Ja, začnite plesati, sigurno. Začnimo negovati to naravno žensko energijo, ki je pač tukaj samo zato, ker smo ženske. Da plešemo, da se zavedamo tega, da ko začnem ceniti in vrednotiti sebe, ta sijaj pride samo od sebe. In to je tisto, kar v resnici svet želi od nas in moški želijo od nas. To je bogatstvo ženske esence, ne? Ta vonj po ženski, kot bi rekel Al Pacino, a ne? Tango je res tako dobra prispodoba Šive in Šaktija, ne? Ko moški odločno nakaže smer, stoji tam zanjo in jo potem posluša, sprejema in ženska kreira. In je slišana in je videna, a ne? Ta vonj po ženski. To, da damo pač v svet
to lepoto, no. To, kar je v naših celicah, da prežamemo, da najprej dopustimo in prežamemo vse celice, vsa tkiva svojega telesa z energijo, ki je nam najbolj lastna. To je ljubezen. In ko žuborimo v tem pristno in avtentično, potem je ta dar, ki nam je bil dan v negovanje, zares izpolnjen. Kje te lahko najdejo? Mene najdete, torej, če govoriva o porodu, nosečnosti in teh lepih temah, v sklopu programa Priprave na čudovit porod in seveda dula sodelovanju, Shakti Dance, 2-krat tedensko od jeseni spet naprej. Vse to poteka v centru FM v Trzinu. Tako lepo prostorno dvorano imamo na voljo, ki zelo podpira prav takšne vrste vadb. Spletna stran rojstvoljubezni.si, moj Facebook profil Nina Jenštrle, kjer redno objavljam ali kakšne utrinke, napovedi dogodkov. Ja, to. Super. Hvala ti, ker si vzela čas za ta pogovor in da si v bistvu izbrala še enkrat ta prečudovit kraj in verjamem, da boš navdihovala še mnoge. Ja, hvala. Draga ženska, avtentičnost je že v tebi, prav tako tvoja veličina, tvoj pogum in tvoja šakti. Upam, da te je ta pogovor navdihnil, da najdeš in odkriješ svojo pot v svojo avtentičnost. Ampak pri tem nisi sama. Sledi svojim občutkom in sledi tistemu, kar čutiš znotraj sebe. Če ti je bilo karkoli še posebej všeč, če si imela svoj aha moment, če se je karkoli v tebi res pojavilo in želiš to deliti z drugimi, komentiraj spodaj pod tem videom, da dobijo še drugi nekaj te energije, nekaj tega utrinka in hkrati tudi, da midve z Nino veva, kaj ti lahko še ponudiva in na kakšen način. Tako kot ti Nina ponuja svojo podporo na njej avtentičen način, tako ti jaz ponujam svojo podporo na moj avtentičen način, vse da ti najdeš svojo avtentičnost. In v jeseni v septembru odpira svoja vrata Avtentična Yin Akademija, na katero si lepo vabljena, če tako čutiš in si lahko pogledaš na manca.si, ali je to akademija, ki je tebi pisana na kožo. Piši mi na info@manca.si in pa spremljaj še naprej tudi videoserijo Avtentične in ženstvene in se vidimo ob naslednji priliki. Čau, čau!